Leta 2011 in 2012 smo se zadali za nalogo in tudi počnemo, da bistveno izboljšamo vse performanse naše ekonomije, ki so povezane s konkurenčnostjo. Ko smo se odločali, kako vodi državo skozi nevihto te gospodarske, socialne, moralne in druge krize, smo torej ugotovili, da je potrebno absolutno storiti vse, da se ta kriza v Sloveniji ne pojavi tudi kot varnostna kriza, kar bi se lahko zgodilo, če nam bi ušle iz rok razmere v odnosih z sosednjo Hrvaško, ki so bile zelo napete. Drugič, da gospodarsko krizo premagamo tako, da pazimo na socialno povezanost med našimi ljudmi. Dragi gospe in gospodje, to razumeli, smo šli v reformo, vlada jo je sprejela, parlament jo je sprejel z absolutno večino in potem so se sindikati, imajo pravico, odločili, da gremo na referendum. Tudi tukaj moram povedati, ker so nekateri ljudje nezadovoljni, da imamo toliko referendumov. Ne zaradi vlade. Ne zaradi vlade. Mi odločitve ljudi na referendum za pokojninsko reformo nismo potrebovali. Mi smo bili pripravljeni sami prevzeti odgovornost za reformo in njene posledice. Vendar so sindikati odločili drugače. Hočem reči, mi smo še vedno gospodar svoje usode in dajmo ostati gospodar svoje usode tudi po referendumu. Zakaj se splača vsebinsko pokojninsko reformo, pa je noče, pa ne rebo zanimati. Če te bomo dali na test. Nje noče. Jaz predem dam besedo, bi rad rekel profesor in človek, ki ne živi od politične karijere, ampak od prepričanja, da dela nekaj prav. Mislim, da tisto, kar upokojenci upravičeno pričakujete, je, da dobivate pokojnine redno, stalno in seveda z vsemi tistimi dodatki in pravicami, ki jih tudi zakon zagotavlja. In seveda tudi vključujoč to, da bodo pokojnine ustrezno rastle. Danes smo v situaciji, nažalost, ko smo ne samo zaradi krize same, ampak tudi zaradi tega, ker nam okoliščine, ker smo predolgo časa v enem sistemu pokojninskem, ne dopuščajo, seveda kriza je k temu prispevala največ, da bi lahko vse te obveze in zaveze tudi iz obstoječega zakona izpolnili. Zato imamo že drugo leto v uporabi interventni zakon, ki ne omogoča, da bi uskladili pokojnine tako, kot zakon določa. To ni prav. In zmerom, ko se pogovarjamo in pogajamo na vladi o tem, kako naprej, mi je težko, ker sem kot minister odgovoren za to področje, se dobro zavedam, da pri majhnih pokojninah zlasti, pa tudi tistih malo večjih, vse pokojnine nasploh niso pri nas Bog ve kako velike, je vsako neusklajevanje, vsako manjše od tistega, ki je predvideno, težko in ljudi prizadene. Zato pa seveda je pomembno, da imamo nov sistem, nov zakon, ki nam bo omogočil, da bomo v prihodnje zglezli iz te situacije, da ne bo treba z interventnimi ukrepi posegati na to področje. To, kar se kaže kot velika koncesija v sistemu, ki jo ponujajo, je, da bi iz 58 let postopno prešli na 60 let, vendar brez vsakega malusa, brez vsakih odbitkov. Pri čemer v obstoječem pokojninskem sistemu so malusi že noter, enako veliki kot v novem. Če kdo izkoristi vse možnosti tistega predčasnega odhoda v pokoj danes, ima tudi 18% nižjo pokojnino, kot je predvideno v mojem sistemu. Sam tega seveda se danes ne povedne. Tako da tukaj ni nobene razlike v tem pogledu in ponudba, kot rečeno, je pa taka, da seveda ne rešuje, nažalost, ne rešuje ničesar.